sem Miha Balažič, poslušate Radio Prlek. Tvoja nežna dlan me zbudi sam. Prav vsako noč daj mi navdih, daj moč. S poljubom ti priznam, samo za te bije mi srce, nikoli še tako. Aj da ni usklila, kot poletje to, kot sva mi dva se zaljubila. Aj da pa želje najne, vsak zase svale, izgubljena tam nekje, nikoli še tako. Aj da ni usklila, kot poletje to, kot sva mi dva se zaljubila. Aj da pa zori, nikoli še tako. Aj da ni usklila, kot poletje to, ko sva mi dva se zaljubila. Ajda je bila slišana skladba Mihe Balažiča, ki je z mano v studiu Radia Prlek. Miha, zdravo. Lepo zdrav. Nazadnje sva se srečala, ko si bil tukaj še kot magnet. Ja, tako. Prejšnjo leto decembra, tako. Po 50 letih pa je skupina vzela slovo. Ja, nekateri člani so se pač odločili, da seveda tudi tu je malo že starost, pa mogoče časovno ne gre toliko več skozi in smo rekli, ajde, pa naredimo en zadnji poslovilni koncert. Sedaj si na solo poti čisto ali še tudi v kakšni skupine? Moram reči, da delam solo vse, sam. S tem, da imam pa spremljevalne skupine, ne. Večinoma mi pomaga Zvone Hranjec, gitarist od Šatojev, nekdaj prvi gitarist Šankroka, pa klaviaturist Brendijeve Barabe Boris. To pomeni, zdaj sem malo muzikante vlečen iz Velenja. No, ne smem pa pozabiti, da pa zelo dosti pa nastopam z Novakom, Sebastianom kot duet. Sebojom tega tukaj mislim, da v tem okrožju tudi poznajo, ker je res vrhunski glasbenik. Ampak na solo poti si dejansko že kar nekaj časa, glede na to, da imamo tukaj seznam 6 skladb od leta 2020, se mi zdi, ali pa 21. Ja, to sem jaz malo tak zmes delal, to, ko pravijo, malo preko plota. Za hobe. Ja, za hobe. Mimo skupine. Ja, tako. Kam te žanrsko vleče na solo glasbeni poti? No, zdaj malo bolj taki trdi pop, to, kaj sem delal. Moram reči, navdušil sem se tudi malo na country varianto, tako mešanico, ker sem bil letos spet 3 mesece v Dallasu in veš, ko vsak dan poslušaš to country muziko, ba res je vrhunska, no. In malo sem pobral tam neke delčeke, tako da sem Zvonetu rekel, kaj mi je všeč, no, in moram reči, da je kar lepo napisal. To govorim zdaj za te zadnje. Moram
potrditi to, kar si dejal. Občasno dobivam v tej tuji glasbeni produkciji svežo country glasbo in moram reči, da nekateri pevci so res vrhunski. Za mene je zdaj, trenutno v Teksasu, ne, Drake Milligan. On je uspel tako kot nekateri naši pevci večinoma na ameriškem talentu, ne. Potem iz 80-ih let so bili, sam sekunda se ga spomnim, ki prepeva ono lepo skladbo Just to look in your eyes again. Samo ne moram se zdaj priimka spomniti, veš, ki smo zdaj glih. Pravim, country muzičarov je v Teksasu nenormalno in vsi so vrhunski. Meni je eden najmočnejših vokalov, ne vem, če poznaš sicer pevec mlajše generacije Bailey Zimmerman. Tudi, ker to pa lahko poslušam, ko dam na YouTubeu se nek country USA in je kar visoko na lestvici. Tega zagotovo veš, ven. Tako. Kot pa si dejal, vse skupaj prepletaš potem še z drugimi glasbenimi žanri. V novi skladbi bomo rekla nekaj na koncu. Pomeni, da imaš še drugo ekipo, s katero ustvarjaš? Ja, producentsko, ja. Moram reči tako, da za žive nastope z nekimi velikimi baterijami benda trenutno še ne hodim, ker je tudi časovno zdaj ni bilo časa mogoče. Za naslednjo leto pripravljamo z skupino, ali bo to Blue Planet, ali bo to Recesija. Skratka, za te velike veselice bom pa imel spremljevalni bend. Pogovor sva pričela z Aido, moče malo bolj rockersko obarvana. Ja, malo je, tako na balado, kar lepa. Druga, ki jo bova spustila med poslušalce, pa bo Kot včasih ljubim te. Takole, ta je tudi malo bolj trdi pop, tako na rockersko malo vleče. To je tudi avtor Zvone Hranjec. No, moram reči, videospot te skladbe pa bom snemal v Ljutomeru v hotelu Jeruzalem. Spodnji del, ne vem, če se ti spomniš, je nekdaj bila diskoteka Alcatraz. No in tam bo eno vrhunsko plesišče zdaj narejeno, ne? In bom pa prvi zdaj tam posnel videospot z to skladbo. Seveda v live z skupino Blue Planet. Spoznala si, kaj vse v ljubezni se zgodi, kako boli in kako hladne so noči. In priznam, da tudi jaz pogrešam te že ves ta čas. Kot včasih ljubim te po tistih dobrih časih, hrepeni srci. Srečal mnogo sem deklet, a brez tebe nisem znal živeti. Čakam, da spet si seževa v dlan, saj zame si edina luč v temi. Daj vem zakaj, močno želim te nazaj. Kot včasih ljubim te po tistih dobrih časih, hrepeni srci. Srečal mnogo sem deklet, a brez tebe nisem znal živeti. Kot včasih ljubim te po tistih dobrih časih, hrepeni srci. Vedno bolj in bolj se zdi,
kot včasih ljubim te in Miha Balažič z mano v studiu Radia Prlek. Miha, za sabo imaš dolgo glasbeno kariero, številne skupine. Ja, pa bilo je kar dosti, ja. Kaj ti je vse to dalo? Za vsako skupino je bilo drugačno doživetje. Drugačni nastopi, no, s tem, da moram reči, kar se tiče od vseh, kaj sem bil, ne, od kvalitetnega igranja, ne, postiva moj vokal, ne, je bila skupina Magnet pa res vrhunska. Bile pa so še številne druge skupine. Ja, bila je skupina Vulkan z Čakovca, takrat sem še bil zelo, zelo mlade, ti so bili res tudi vrhunski. No, pred Magneti pa sem bil za skupino Komet z Ptuja. Z njimi smo tudi kar dobro sodelovali, ja. Če povem, da si pričel v 70 letih prejšnjega stoletja, potem že poslušalcem, sem mlajši, mora se kaj to pove. Pa ja, mislim, neke kilometrine je, ja. Bi lahko izpostavil skladba, ki ti je v vseh teh letih dejansko najbolj pri srcu, ko jo izvajaš? Po teh nastopih, kaj tudi največ nastopam zdaj, ne, to so rojstni dnevi, od 30, ne. Včasih smo igrali samo Abrahame, ne. Zdaj pa so prišli taki časi, da že nastopamo 30, 40, 50, 60, tako da Magnetova Julija še tu, mislim, da to čutim, ko nastopam, ne? Da v bistvu pojejo vsi. Moja generacija, mlajša generacija, še malo mlajša generacija, tako da zgleda, da se ta skladba nekako prijela evergreensko, verjetno tudi preko teh YouTubeov in tako dalje. Ne nazadnje pa je tvoja diskografija zelo bogata. Ja, pa bilo je kar nekaj uspešnih skladb, ja. Tvoja inštrumenta, kot sem prebral, sta saksofon in klarinet, ju še igraš? Ne, tu je bil en škrat, takrat, ko je se pisal tale PR. Biografija, tako. Jaz sem hodil v glasbeno šolo za klarinet in saksofon. Smo sprobali z bendi, ali nikdar z tem bendom na stradi, vadili, ali nikdar v live nisem tega odigral, ker sem imel težko prometno nesrečo in sem imel prepoved pihalnih instrumentov. Takrat sem zaključil. No in tu je v tej biografiji prišla ena napaka, da sem igral. Da si igral, tako Jaz sem se učil, to pa je res. V glasbeni šoli pa dolgo. Ja, potem pa je imel prepoved. To je pa prepoved, tako. Naslednja, Miha, ki bo spustila predzadnja, bo Jesensko sonce. Ja, tale Jesensko sonce, to pa je že kar malo bolj country varianta, ker včasih vem, da smo kje nastopali, ne? In smo vedno neke ameriški country komad, da kao gremo prevrsto, gremo za žurko. Zdaj sem rekel, zakaj ne bi naredil enkrat eno country varianto sam in zelo uspešno. So prazni parki, klopce tam samevajo, še zadnji sončni žarki naravo nam ogrevajo. Jesensko sonce glej, uživaj in se smej, ko pa sonce bo zašlo, proti domu se ozre. Jaz pa tebi v objem, v tvoj objem. Kako je pusto polje, le na glas se spušča nam. Vse malo sonca že dovolj je in tako je lepši dan. Jesensko sonce glej, uživaj in se smej, ko pa sonce bo zašlo, proti domu se ozre, mrak bo padel na zemljo, jaz pa tebi v objem, v tvoj objem. Zašlo, proti domu se ozre, mrak bo padel na zemljo,
Jesensko sonce in Miha Balažič, novo glasbeno poglavje je sedaj pred tabo. Tudi zvok je nekoliko drugačen, mogoče malo bolj pop, plesno. Ja, malo je. Tale komad, ona je cool, ima malo country, malo popa, besedilo pa je, kot pravijo, ne? 3 besede, 4 besede si vsi najbolj zapomnijo. Preveč govoriš, manj si zapomnil. Ne? In tale skladba je pač z tem besedilom zgleda postala, moram reči, v tem trenutku kar zelo močna. To je od gledanja na YouTubih, kar že skoraj 90,000 v par dnevih. Potem zanimivo je, ker se pošle, seveda, ko ti narediš video vsem televizijam. In tu moram reči, da me kar kličejo, v četrtek imam že z Jasno Kuljaj, snemam to televizijsko dajo, no, in kak je pri njih je tudi verižno na radijih. Malo težje, kar moramo priznati, ne, z tega dela Prlekije priti na nacionalno televizijo. No, to moram reči, to je bilo od samega začetka, ko smo delali. Tu je verjetno najmočnejši v našem bazenu bil Vlado Kreslin. Ja, mogo bi se v Ljubljano tudi jaz nekde odseliti. Črnuče. Ja, Črnuče. Ker živi Ali Vlado. zame je Prlekija. Ono je cool, kot si omenil naslov pesme, gre za taki bolj sodoben, Tako. za mladino namenjen naslov. Tako, tudi. Pesmi si dodal tudi video podobo, posneto v Ljutomeru. Ja, v Ljutomeru to mi je prav bilo lepo, da sem v tem videospotu malo prikazal stari del Ljutomera z trgom, z starimi ulicami, pred cerkvijo, tiste stopnice, potem seveda v novem hotelu Jeruzalem, ki je res vrhunsko zdaj narejeni. No, kaj pa še mi je največje zadovoljstvo, da sem pa posnel videospot z lepo domačinko Tinko. To si lahko poslušalci ogledajo na YouTubu, kjer Tako. lahko video tudi vidijo. Pred pogovorom pa si mi Miha omenil, da kmalu prihaja še vinilna plošča. Ja, če bo vse zdaj po sreči, bo že pred Božičem, tam računamo okrog 15. decembra, bi naj bila vinilka že zunaj. S tem, da moram povedati, to vinilko ne delam zaradi prodaje, to vinilko delam za glasbene hiše, delam za muzičare, prijatelje in kakorkoli drugače prijatelje. To je več ali manj kot neki poklon, darilo. Približno 40 minut glasbe gre na vinilno ploščo. Kaj vse lahko potem pričakujemo na njej? Ja, te skladbe, ki bomo zdaj nekaj vrteli, potem bo v preobleki bo tudi skladba Nekdo mi krade sanje, seveda v novi preobleki, modernejši izvedbi. Potem bom verjetno tudi dal še gor z leta 95, ko sem bil z skladbo Tvoje oči od avtorja Tomaža Kozlečarja na EMI 95. Takrat, ko je za mene še vedno ena najboljših pevk zmagala, ki nas je zastopala na Irskem, Darja Švajger. To je daleč v zgodovini. To je že daleč, ja. Dejansko takrat se je Ema komaj prav začela. Takrat se je začela tako. Kaj pa pri avtorskem ustvarjanju nove skladbe lahko pričakujemo tudi v prihodnje? Ja, zaenkrat nimam namena še končati, ne. Vedno mi nekdo nekaj ponudi, pa mi je všeč, pa še te grem spet naredim, ja. To bi res. V mislih pa so. V misli pa vedno, ja, tako. Mogoče je v mislih tudi kakšen album na novih skladb? Da bi vse skupaj o tem še mogel, ker tega pa te res dosti dela, ne. Bova pa novo sedaj spustila tudi našim poslušalcem. Ona je cool, praviš o njej. Ja, tudi tala, ki je z mano videospot je snemala, je cool. In naj bo cool in naj cool tudi ostane. Miha Balažič, hvala, da si se oglasil v našem studiu ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala vam, hvala Prlekiji. Spominja me na eno z filma, spominja me na mis sveta. Odkar je prišla v našo ulico, miru mi ona več ne da. In kadar jo za hip opazim, v hlače pade mi pogum. Namesto da bi jo govoril, jo srce razbija mi. Bum, bum. Ona je cool, cool, cool. Jaz sem zaljubljen vanjo, ful, ful, ful. Ona je tisto, kar si želim, zaradi nje bolj malo spim. Aha. Ona je cool, cool, cool. Jaz vanjo sem zatreskam, ful, ful, ful. In dan in noč zaradi nje.
dušo pa otroški smeh. Sem znam po tem, da pretiravam rad, a hrepeneti pač ni greh. Ona je cool, 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 jaz sem zaljubljen vanjo, ful, ful, ful. Ona je tisto, kar si želim, zaradi nje bolj malo spim. Ona je cool, 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 jaz vanjo sem zatreskam, ful, ful, ful. In dan in noč zaradi nje razbija mi močno srce. Ona je cool, 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 jaz sem zaljubljen vanjo, ful, ful, ful. Ona je tisto, kar si želim, zaradi nje bolj malo spim. Ona je cool, 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 jaz vanjo sem zatreskam, ful, ful, ful. In dan in noč zaradi nje razbija mi močno srce. Sem Miha Balažič, poslušate oddajo Radioaktivno.